Glede, pravičnost to je pojem, ki pamti veka. Torej, od Platona naprej se je o tem razmišljalo, kaj je pravično, kaj je bolj pravično in danes pravično. Zadnje čase je seveda o tej pravičnosti specijalno veliko govora, zlasti z enih aspektov. Namreč, vzemo začeto takole. 72, v zadnji anketi je 72% nemških državljanov smatra, da stvari v državi, kot v Nemčiji, niso pravično urejene. Ne glede na to, da so socialni transferi in že danes presegli eno tretjino tudi proizvoda, recimo v Nemčiji. Kaj jih tako zelo moti, je pravičen odrežen. Namreč, spodna desetina, kot je v Nemčiji, spodna desetina državljanov ima v Nemčiji 62% splošnega premoženja, zasebnega premoženja. Spodna tretjina Nemcev nima nič ali pa dovolj. Recimo. Potem pogledamo spremembo teh realnih neto posebnih dohodkov na osebo v zadnjih 20 letih v Nemčiji, to se pravi od leta 1991 do 2011. Ta zgornjih 10 bogatejših ima sedaj za, da bomo reči natančno, ima plus 31% več dohodka, najrevnejših 10 pa ima minus 10, prav realno manj dohodka, da mi v 20 letih. In seveda tudi ta nekoč toliko obljubljena socialna država naj bi tudi vertikalno mobilnost državljanov, to se pravi, da se lahko tudi ti povsitnejši odbor se je ustavljal v Nemčiji. Seveda še posebni ekscesi, po kateri vsak državljan bere, tole kritičnost do države in vsega, čudek nepravičnosti povezuje. Smo tukaj podatke za Ameriko. Leta 1984 je bila plača, povprečna plača top menedžerjev 14-krat večja kot zaposlenih delavcev. Leta 2007 je bila že, torej leta 1976 je bila že 36-krat, leta 1993 131-krat in leta 2007 je bila plača posameznih top menedžerjev v Ameriki že 369-krat večja od delovske plače. Ali z drugim besedami, da imate eno predstavo, kakšna je bila najvišja izplačana plača top menedžerjev v Ameriki, lansko leto 729 milijonov ameriških dolarjev na leto. Tako da imate eno predstavo. Jasno je, da ljudje imajo vsem tem občutek, da je vse skupaj krivično in tako naprej. Problem tega pravičnega je v tem, da mi pravzaprav je ta pojem zelo nejasen. In zato je zelo važno ta sestanek tukaj, tudi pomalo skupščino, kar ne, pa še malo širše, da bi si mi najprej razčistili, kaj sploh kdo razume pod pravično. Namreč mi moramo najprej vedeti, da so različne vrste pravičnosti. Eno je recimo menjalna pravičnost, ena je recimo postopkovna pravičnost, torej da država skrbi, da imajo vsi enake izhodišča, skrbi nad tem, neka pravila igre in tako naprej. Imamo socialno pravičnost, imamo še več vrsto drugih pravičnosti. Potem seveda imamo pravičnost, na katerem področju govorimo seveda o pravičnosti. Mi lahko govorimo o pravičnosti v družini, v pravičnosti med generacijami, pravičnosti do narave, do prihodnih rodov in tako naprej. Ekološka pravičnost. Potem seveda je veliko vprašanje, kdaj je načelo pravičnosti zadovoljeno. In tukaj tudi v naši družbi lahko
med vrsticami berete, morda vsak ne bo bistvo grobo rekel, je ta misel še vedno zelo prisotna, da je pravičnost pomeni, da imajo vsi rad. Da smo vsi nekako izenačeni, čim bolj podobni. To je bil en, seveda, v komunizmu en ideal. Potem, recimo, seveda, mnogi razumijo, da je pravičnosti zadoščeno, če gre vsakemu po njegovih potrebah in želja, kako se svoje ljudi. To so taki široki pojmi, da se tam bo poslušati. Kaj ima kdo, kakšno potrebo, želje in tako naprej. Potem, seveda, je stalo tisto pravičnost po njegovih zaslugah, a rečeno, prej sem rekel, enakost šanc, ne bi bila pravičnost. Potem je seveda naslednji problem, od koga pa mi pravzaprav zahtevamo pravičnost. Na koga mi naslavljamo, na koga mi mislimo, da je nepravični. Tukaj spet lahko zelo različno mislimo. Mi lahko mislimo, da je celotno družbeno-politični sistem in celotno politično-ekonomski sistem, recimo, krivični in da ga je treba spremeniti. Mi lahko naslavljamo pravičnost, mislimo, da so v glavnem krivi, da država ni pravična, da recimo, jaz ne vem kdo, da vlada ni pravična, da delodajalci niso pravični in da premožni niso pravični. Tudi, če vi bi bolj poslušali ljudi, bi smatrali, da je vsak, ki je malo bolj premožen, to je neka stvar, neke kraje in takole prilaščanja od nekoga drugega, če ne on, pa njegovi starši. Mi lahko tudi mislimo, da državljani niso pravični. Kakor to je cel kup teh problemov, jaz hoče sem povedal. Naslednji problem, to, kar v telefonniku znamo, kar bomo zdaj govorili, je na kakšen način pa si kdo predstavlja, kako priti do pravičnosti ali pa do večje pravičnosti. Tukaj seveda zdaj za vse, kar hočete. Imate in pogledajte celo sedaj, to se zdaj delno navezno, to, kar je rekel, ne, vlada zdaj, ali pa Evropa, govori o nekem zlatem pravičnosti. To se pravi, ne smeš več zapravljati, kot imaš še resnični predstav. To je seveda jasno, da je to pravilo tudi iz etičnega pravično. To se pravi, to je tisto zlato pravilo, tudi moralno, ne stori drugemu, kar ne želiš, da drugi stori v tebi. Od svetega pisma naprej. Pa če bi Kanta citiral Valikaša, vedno gre za to isto. To se pravi, ne zapravljaj, ne troši recimo na račun drugih generacij. Naslednji generaciji bojo morali to odplačevati. Ne troši na račun narave in tako naprej. Skratka, to je in vendar vidite tako, da je tudi na tem področju, kot smo slišali problem. Eni bi radi še tako naprej, kot gre sedaj, a ne? Eni pa smatrajo, da tako naprej ne gre in ne sme iti. No in tukaj je že ena konflikt in zato se jaz popolnoma strinjam s tem, kar je dr. Honik, kar je vlada rekla, da jaz bom potem še v temelju zakaj. Da tako naprej ne more iti. Tako da, kajti pravično sama nič ne pove, kako pravično doseči. Recimo, tisti, ki se z ekologijo ukvarjajo, vam bodo lahko povedati, tam imamo ravno tako dilemo. Zahodne industrijske države porabijo toliko in toliko več, hrane, energije, surovin in podobno, oni se rotine tam tovati. Kaj je zdaj tukaj? Kako to do pravičnosti priti? A je zdaj bolj pravično onim spodaj omogoče, da bodo toliko trošili kot recimo Amerikanci, ali je pravično, da Amerikanci malo manj trošijo? Jasno, iz same pravičnosti ne, ampak če pa vi potegnete sedaj ekološki kriterij, pa rečete, a tako, vsi Kitajci, da se vozijo sedaj z Mercedesi, pa z Bujki, pa to, pa ono, vsi, potem veste, da bo to zelo naše biosfere. To se pravi, v tistem smislu ne more iti. Je treba, da se bolj zateguje poraba, če hočemo sploh preživeti. To je samo en tak primer. No, potem, da ne bom predolgo, ravno to, ker ni konsenza danes v tem v družbi, tako temeljih rečeh, si lahko bi mislite, da je to ena prizantna stvar, da mi tudi ne vemo, kaj je socialna država.
To imamo mi ene take definicije, če bi šli pa malo bolj poglobljeno, bi pa videli, da se tukaj tudi spet razhajamo. A je to tista, ki da državljanom na voljo dobrine, ki mu omogočajo recimo avtonomno, da se dostane samostojno in odgovorno življenje, ali je to recimo socialna država, ki skrbi samo za tiste, ki so brez svoje krivde zašli v stisko in samo tako dolgo, dokler so v stiski. In recimo pa še zagotavlja enake možnosti in štartne možnosti. Moram reči, da je ozračje, v katerem smo mi danes, v katerem bi taka razprava tekla, strašno zastrupljeno. Ker to je zdaj ozračje, prvič na eni strani prevladuje v naši družbi, vem, da je v slovenski, ampak tudi velja to za drugod, za slovensko pa še posebej, ena nezaslišan individualizem. Posamezniki in skupine praktično pri nas mislijo samo še na sebe. Malo je tistih, ki še sploh misli na eno družbeno blaginjo in korist. Mi imamo take diagrame, če hočete. Če vi tukaj napišete, recimo, jaz, pa moja družina, pa moj klub, pa kaj še vse, tukaj pa eno lepo, 2, 3, 4, kam ljudje mislijo? Kot vidite, tudi njihovo obzorje popolnoma zoženo. Praktično vse misli ljudi se vrtijo v takem krogu. Jaz, pa moja družina, pa en let, pa en mesec in tako naprej. Tisti, ki mislijo, recimo, kaj je človeštvo, da rečem Slovenci, da rečem človeštvo, pa da razmišljajo v 10 letih naprej, ali da ne rečem 20, je pa praktično. In seveda, kako ti tega zdaj pozoveš, da ne je dalje časa razmisli, se lahko predstavljate, da naletiš na vse mogoče potem odpore in tako naprej. Velika, to je tudi zdaj, kar je dr. Hovnik povedal, povezano s tem, je, da pri nas ljudje enačijo pravice s pravičnostjo. Mi smo neverjetno v zadnjih 20-30 letih teh pravic pomnožili in namnožili in podelili, ki pravzaprav ne izvirajo iz ničesar. Mi imamo, seveda, nekatere temeljne pravice človeka. Tole so, kar pa mi zdaj imamo, to so pa še kup nekih dodatkih, ki ima ničesar zvezo s tistimi pravicami človeka v življenju in tako naprej, kar tam Združeni narodi to definirajo. To so same bonitete, ki smo zdaj dali raznim skupinam dali in seveda to zdaj vse skupaj enačijo, da je tako in se niso pripravljeni ničemer več odpovedati. Zato seveda vi vidite tudi to, ker to je zdaj kot psiholog, ker smatrajo vsi pri nas, da jim je to pravica, da so to drugi dolžni jim dati. Zato seveda je tudi pri nas ta psihološko zastropena situacija, da praktično nišče nikomor nič več ni hvaležni. Niso otroci hvaležni staršem, niso oni drugi in tako naprej. Torej, ne hvaležnost, niti, ker imajo vsi dolžnost, niti dobenega več ni sram, če parazitira, recimo. To ni več izginjajo kakale čustva. V tako državi je seveda zdaj velik problem vode, pa v te stvari urejati. Potem mi seveda vidimo, da močno peša pri nas občutek odgovornost. Prej sem rekel odgovornost za druge. Pri nas izginja tudi občutek odgovornosti zase. Jaz to enostavno tako živim in potem pa, če bom bolj, grem pa tja, to se država mora plačati, tisto pa tisto tako in tako naprej, da bo napčeti, kako je banalno, kar mi je povedati. Torej, nobene odgovornosti zase tudi grem študirati tisto, kar pač mene zdaj zanima, a bom v službo, ne bom v službe, to in tako naprej, se skozi vse take. No, in pa vsi mislijo pač, da je družba odgovorna za.
In ravno tisti, ki pri nas, če vidite, iz teh liberalniki in teh svobodov in tako naprej, jih je polno tega refrena, država, ne vtikaj se v moje življenje, pusti, da jaz počnem, kar hočem, ti so tudi najbolj glasni, ko upijo, država ti moraš dati to, ti moraš pridjeti to, ti moraš omogočiti to in tako naprej. Tako da je to seveda še en hujši. In se pravim, to je zdaj časa. In to bo zdaj prišlo, seveda, tako se prepričani, ker sedaj ni več tako možno vse deliti. Bojo sedaj se oglasili, da se resno bojim, da bojo tukaj resni problemi v smislu demagogije, da bo vsaka zahteva po varčevanju se bo razglasila kot napad na socialno državo, da je to izničenje tistega ustavnih določil in tako naprej, državno solidarnosti in podobno in tako naprej. Da bo recimo, in to že lahko časopisno vidite, da seveda se zdaj že razglašajo tudi določene politične stranke, pa vlada, pa predsednik vlade, pa ne vem, minister, za ene sebičneže, pa da so proti socialni državi, da paktirajo s tistimi bogatimi in tako naprej. To so vse take cenene politizacije in denunciacije demagoške, ki tudi mediji vidim, da zelo pomagajo k temu. In rezultat tega bo prej ali slej, če ne bomo tole se enkrat res na točen čistega vina, bo seveda, da bo je prišlo do družbenih nemirov, štrajkov in tako naprej. In tako da je taka razprava danes še kako pomembna. In kako pa sedaj iz tega ven? Tukaj imam nekaj, tukaj imate tudi vi videli od vprašanj. Jaz bom se podnatela konkretno pozneje, bi sam še do konca povedal mojo mislo, kako je to. Poglejte, iz sedanje tele finančne in gospodarske krize, jaz osebno, se pravi, jaz mislim ekonomist, zdravo pametno porabno, če hočem. Vidim na eni strani čisto te aktualne ukrepe, ki jih moramo sprejeti, ki jih mora vlada sprejeti. Kajti tu, jaz moram še enkrat reči. Platon je rekel, pravično državo naredijo pravični ljudje. Ne pa pravična država, pravične ljudi. Res je. Danes mi vemo, da na to ne moramo več računati. Da bodo pravični ljudje naredili, ker se ta pravičnost, ko se rekli, zelo jasni pojem in kaj se tako. Mi danes potrebujemo, tudi glede na krizo, v katero je prišlo, mi danes spet potrebujemo vlado, ki bo dala to misel, ki bo imela jasno vizijo, ki bo dovolj trdna, ki bo dovolj samozavestna, ki bo pa seveda, bom pa zdaj tudi povedal kako. Torej, to, kar mi zdaj rabimo, je seveda na eni strani ekonomska učinkovitost, potem še komentiral. Mi rabimo danes en realističen pristop k reševanju problemov, ne pa neke utopije, ki jih recimo razni demagogi in tudi moram reči nekateri sindikati, voditelji sindikatov in tako naprej, ki se lepo slišamo, so utopični. Mi rabimo en izhod na krize, govorim o teh načelih, ki bo politično izvedljiv. Namreč, moramo si biti jasni, da ta vlada verjetno vsega na en mah ne bo mogla narediti, ker bodo enostavno ljudje skočili po koncu. To se pravi, treba je to tudi politično izvedljivo početi in tukaj bi jaz še enkrat rekel, koliko Lakomniku, ki je bližje vsem tem vodilnim ljudem, da v tej vladi ne bi škodovalo, če bi imela kakšnega psihologa, ki bi jim povedal, kaj se iz kakšnega testa so ljudje, kaj prenesejo in kakšno zaporedje. Hočemo si nejasno, če te udarimo z enim kompletnim, ne vem kakšnim
ki je vse pravično, ne bo šlo skozi politično, bo vlada pada, kako hočete. Skratka, tudi politično izvedljiv mora biti ta program in seveda mora biti pravičen. No, zdaj, kaj pa to zdaj pomeni? Dvoje bi morali imeti pred očmi kot vodilo. Ampak se jaz mislim, da to vlada ima, je to samo zdaj, tukaj pač povem, da bi to mi skupaj rešili. Na eni strani bo treba vrniti temu družbenemu in socialnemu razvoju njegovo gospodarsko dimenzijo. Kajti eni zdaj to samo družbeno in ta razvoj vidijo, vedo boljšno bo, pa vedo več, pa tega, to njegovo gospodarsko dimenzijo, to se pravi, da je treba to tudi z nečim plačati, to pa pozabljam. Jaz moram reči, jaz nisem, torej, to pomeni, da je treba eno zdravo nacionalno gospodarstvo imeti. Jaz nisem posebej ljubitelj Thatcherjeva, ampak Thatcherjeva je enkrat rekla, ona se je na svetopismo sklicevala, je rekla, tudi tisti dobri Samarjan, je lahko nekaj dal, samo če bil. Skratka, v tem smislu je tudi dobra država lahko daje nekaj, samo če nekaj ima. No, in druga stvar, to se pravi vrniti temu gospodarskemu dimenzijo in vrniti seveda gospodarskemu razvoju in njegovo družbeno in socialno dimenzijo. To je treba. Zdaj, kaj je zdaj tukaj, to bi jaz bo pozneje, da se vrnil nazaj, da ne bom predolg, na te tri osnovne, kaj je bolj pravično, čisto konkretno, ali davke, ali to, bi pa vas na nekaj vzeli. Namreč prihajajo pa novi čas. Namreč mislim, ne smemo zakliskati oči, jaz sem govoril zdaj o teh kratkoročnih izhod vsega. Če ne bojo pa, ne bo pa presila. Za te pa moramo imeti mi še eno predstavo, kam gremo. Namreč ne samo naše gospodarstvo, cel ta evropski in razviti svet in vse te gospodarstva, taka kakršna so, stojijo danes pred najmanj tremi ovirami. Tako naprej več ne bo šlo. Vi morate naenkrat biti se pred seboj. Ta konkurenčni boj za tržišča in surovine, vzemimo samo Slovenijo, postaja globalen in s tem vedno hujši. Dajte imeti eno predstavo, da je Slovenija komaj za eno predmestje enega mesta. Mi ne bomo iznašli ne vem kakšnih fundamentalnih reči, da bomo tam milijarde pobirali pa ne. Torej, hoto si to na jasnem, da tista dobra leta so minila. Druga stvar, vi morate računati, da ta gospodarski razvoj, pa tole bo na letu in že na letu, že prihaja na meje rasti, kot to že takrat tudi povedal, zaradi ekoloških problemov. Torej, tako ne bo to šlo kar tako naprej, eno nediferencirana gospodarska rast, in to bomo potem kar tako ne bo šlo. In tretja stvar, je spet meja rasti, je eno. To moramo delati, si biti na jasnem, to jaz kot psiholog lahko rečem, da cela ta predstava, če to rečem, to je gospodarsko, pa vse tole, ljudi ne dela več bolj srečni, ampak vedno bolj nezadovoljni. To morate biti na jasnem, rastejo depresije, rastejo to, ono, tretje nevroze. In tudi ni nobenih trdnih dokazov, da so recimo, ne vem, ena država, ki ima 10 večji bruto družbenih proizvod, da so državljani tam bolj srečni, kot da niso manj. Ja, se potem bi pa, kot po domačem predstavu imamo, ja, potem bi pa naši starši, pa stari starši, pa ne vem, 35 rodov nazaj, ki vsi v depresiji bili, pa vsi bi bili žalostni, pa to. Pa jih vprašali, pa bi vsi rekli, kako je bilo takrat. Zelo bo enostavno. Skratka, niti to ni več. In kaj hočem sedaj, zdaj bom pa zaključno povedal? Skratka, da
se moramo s tem jazniti, da v prihodnje ne bo več bruto družbeni proizvod. Tisto edino žila dovodnica, ki bo uživljala vse. Od kulture do zdravstva, od tega do onga, vse. No, in treba bo začeti razmišljati, kako vzpostaviti en socialno-varnostni sistem. Prosim? V globalu. Ja, v globalu pa ne bo smel več sloniti samo na denarju in da, skratka, in tukaj bo potrebna ena poštena preobrazba družbe, ne si delati ta model, kakršen je sedaj, model tega kapitalističnega, tržnega gospodarstva, te vrste, kakršne je sedaj, temu modelu, se izteka čas. In zato bi država morala tudi že malo, vem, da je zdaj čisto pletena v te aktualne rešitve tega, onga, tretjega, ampak ne bi škodalo, če bi nekatere poteze že zdaj potegnila, ki bi se obrestovale in čez 5 let, pa 10 let, pa 20 let. Kajti ta nova mentaliteta in vse to se ne bo zgodilo čez noč. In bi bilo že zdaj nekatere ukrepe treba, ki bi podpirali to preobrazbo. No, zdaj pa jaz bom s tem končal in se bom pozneje vrnil nazaj na tole, kaj je. Namreč, jaz tukaj kamkoli rečem, poglejte, je bolj pravično rezati javno porabo ali dvigovati javno. To zahteva sedaj malo odgovor. Mi imamo en cel sistem, ki je neverjetno pri nas, parazitirano razne ugodnosti in tako naprej. Skratka, jaz se pa bojim, da bi samo z eno potezo stvari rešili. Javna poraba pomeni mnogo rešitev. In potem bi jaz pozneje razmišljal. Hvala lepa.